kakor orgle združujejo večje, manjše piščali, tiste, ki dajejo temeljni ton, pa te, ki so principalne, so glavne, in one, ki dajo na koncu, kako bi rekli, češnjo na torto, takšni smo mi. Nekdo daje osnovo, drugi daje bazo, tretji daje nekaj bolj vidnega, nekdo pa nekaj, kar se morda sploh ne vidi, ampak če bi manjkalo, bi stvar, bi družba, bi občinstvo ne bilo popolno. In kakor orgle včasih izgubijo pravo intonacijo, se pohvalijo v najslabšem primeru, tako tudi Sveti Duh včasih ne more nas združiti v eno lepo melodijo, ker človek pač tudi včasih umaže svoje srce. V začetku te svete daritve prosili Svetega Duha, da bi nas znova uglasil, da bi kljub temu, da smo razpršeni okrog po svetu, po naši vasi, naši deželi, vedno znova mogli peti tisto melodijo, v kateri nas vabi Bog. Berilo iz prve kroniške knjige. David je zbral vse Izraelce v Jeruzalemu, da bi spravil skrinjo Gospodovo na njeno mesto, ki ga je pripravil. David pa je ukazal poglavarjem levitov, naj nastavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbali, da bi prepevali z veselim glasom. Pevci so morali igrati na bronaste cimbale, drugi pa so igrali na harfe za vodstvo glasbe. Duhovniki so trobili na trombe pred skrinjo Božjo. David, Izraelovi starešine in poveljniki tisočni so torej šli, da bi z veseljem prenesli skrinjo zaveze Gospodove iz Edomove hiše. David je bil ogrnjen s plaščem iz tančice, prav tako vsi leviti, ki so nosili skrinjo, in pevci ter Kenanja, voditelj prenosa in pevcev. David je nosil tudi platnen naravnik. Tako je ves Izrael prenesel skrinjo zaveze Gospodove z radostnim sklikanjem in trobljanjem na rog, s trobentami in cimbali, z brenkanjem na harfe in citre. Prinesli so torej skrinjo Božjo in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo. Nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. Ko je David dokončal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. Božja beseda.
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila gore v mesto na Judove. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha, na ves glas kliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkud meni tu, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganilo. Blagoli, ki je virovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem odrešeniku, zakaj je vzrosene nizko svoje dihle. Glej, odslej ne bodo blagovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil mogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod traja njegovo usmiljenje njih, ki ima v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so v svojem srcu ušabni, mogočne vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraila in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očitom. Od Abrahama njegovemu potomstvu navitem. Marija pa ostala z njo približno 3 mesece. Potem se vrnila na svoj dom. To je Kristusov evangelij. Tiste dni, kdaj ko je Marija sprejela pod svoje srce živega Boga, naš neprecenljivi dar. Marija je poznala njegovo veličino in sprejela krhkost, v katero se je Bog podal. Tiste dni Marija ni mogla molčati. Hitela je v pogorje, kakor smo danes slišali, v mestu na Judovem svoji teti Elizabeti, da bi je razodela svoje veselje. In smo slišali, ko je prišel njen glas do Elizabetinih ušes, se je razveselilo njeno srce in se je razveselilo dete v njenem telesu. To zmore narediti glas lepega oznanila. To zmore dotik lepega, glas pesmi, glas inštrumenta. Tiste dni, pred približno 110 leti, so v naši cerkvi pele piščali današnjih orgel. Zakaj so si ga pred skoraj slabimi 110 leti umislili? Kako da so že tisočletja pred Kristusom, ko smo poslušali prvo berilo, uporabljali harfe, citre, cimbale, trombe, da so z njimi slavili Boga. Mar ni največ človekov glas, človek, ki ga je Bog ustvaril kot vrhunec svojega dela, ki je ustvarjal vesolje, pa rekel, človek,
bo pa vrhunec mojega fokusa. Ni torej človeški glas dovolj. Psalmist v Psalmu 148 je dobro prepoznal, da ne samo človek, ampak čisto vse stvarstvo želi stvariti Boga. Zvezde, luna, voda, drevje, griči, sneg, ogenj, mraz, toča, čisto vse. Vse stvarstvo nam želi pripovedovati o Bogu, da bi ga mi sprejeli. Stvarstvo ne pozna svojega stvarnika. Vemo pa za mi, ki ga v stvarstvu prepoznavamo. In stvarstvu, glede, človek da priložnost, da z njim slavi Boga. Stvarstvo samo ga ne more. Samo skozi naše roke, skozi naše oči, skozi naš glas, skozi naše srce lahko stvarstvo slavi Boga. Vete, že tam v začetku Mojzesove knjige je Bog zapisal človeku, da naj si podvrže zemljo, ampak ne način, da bo hranil samo sebe, svoj pogled. Ampak da bo delal tako, da bo si stvarstvo podvrgal na ta način, da bo z vsem, kar dela, vsem, kar je, mogel slaviti Boga. In povejte mi, kaj lahko stori les drevesa več, kakor da človek iz njega izvablja lepe melodije, ki nas združujejo z Bogom. Ali pa kaj lahko dajo neberje zemlje več, kakor svoje žlahtne kovine, ki ob človekovem ustvarjanju dajajo melodijo, ki slavi Boga. Ni večjega smisla in ni večjega veselja. In končno, kaj naj človek s svojim glasom, ki mu ga je Bog naklonil, naredi več, kakor da z vsem stvarstvom slavi Boga. Vidite, lahko izvajamo koncerte, revije, zabave in tako razveseljujemo svoje srce in srce naših bližnjih. Lepo in plemenito. Ampak veste, združiti človeške glasove pri bogoslužju, pridružiti našo pesem angelskim zborom, ki bojo tam pred obličjem najvišjega leta, pri bogoslužju to človek zmore. In to je največ, kar lahko človek naredi s svojim glasom. V lepoti melodije tako lahko naredimo stvari otipljive. Enkrat Marijino milino, naše Božje matere, drugič trpljenje, vstajenje njenega sina, neskončna ljubezen očeta, ali če hočete, združujočo moč Svetega Duha. In sem prepričan, da ti ne nagovora ali pa kakšnega predavanja, ki bi moglo bolj zganiti srce, kakor melodija, ki jo človek izvablja iz svojega grla ob spremljavi inštrumenta. Tiste dni zgodovine, od veselja kralja Davida naprej, veselja Marije in Elizabete, o čemer smo danes poslušali, od dni veselja, ko so naši predniki tukaj začeli na tem mestu slaviti Boga, smo rekli pred 110 leti tudi s tem inštrumentom, pa vse do danes se ti dnevi stekajo z našim slavljenjem. Že od tistih davnih dni dalje človek sklada vedno nove melodije, da bi z njimi izrazil svojo hvaležnost Bogu, za kar se mu dogaja, ali za prošnjo, za naše življenje, da bi ga spomnil na obljube, ki nam jih je dal, ko tukaj zapuščamo to, kar je zemeljskega in se za večno predstavljamo k Bogu. Zato danes mi hvaležno pojemo novo pesem Gospodu. Morda je včasih napev star, morda tudi besedilo že poznamo, ampak glejte, poustvarja novo pesem, novo srce. In to je pesem, ki je pred Bogom vedno nova, čeprav morda po obliki že poznamo. In tiste dni pred 3000 leti, ko je kralj David z Božjim ljudstvom
prenašal v veselju skrinjo zaveze v tempelj, ki je ljudstvo spominjalo na Boga in njegove obljube, danes spreminjamo. Nam je Bog dal novo veselje. Namreč, zaradi Marijinega veselja nad Božjim načrtom danes ne slavimo kakor Izraelci podob, ki nas spomnijo na Boga, na njegovo dobroto, ampak slavimo med seboj živega Boga. Če to ni razlog večjega veselja, potem verjetno, če ga ni, potem smo danes tukaj na pravem mestu. Tako tudi danes nima glavne besede, inštrument, katerega se sicer veselimo v naši sredi, ampak človek, ki vključuje stvarstvo, da lahko slavi Boga. In s čem ga slavi? Poleg s pesmi, življenjem, tistim preprostim, v katerem se izmenjujeta praznik in delovnik. Petje in delo. Praznik za Gospoda, da je Gospod vesel, je tudi človek vesel in obratno, in preprost delovnik, a ustvarjalen po Božjem navdihu. In temu rečemo umetnost življenja, ko Bog lahko pušča svojim navdihom pečat na naših delih, sadovnjakih, vinogradih, na urejenih računih, izšolanih otrokih, obnovljenih orglah in še kje. In takšno življenje je slava Boga. Je nova pesem, ki mu jo vsak izmed nas prepeva. Njeno kakorkoli udeleženi in ga omenem prosili, da bi nam ta inštrument dobro služil, da bi nam bil opora, da bomo mi vsi skupaj lažje slavili Boga. Gospod Bog, bodi blizu vsem, ki so naše orgle načrtovali in jih naredili. Prosimo te, usliši nas. Povplačaj vsem živim in rajnim dobrotnikom cerkve, posebno tistim, ki so darovali za nove orgle. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam, da bomo prav cenili prizadevanje pevcev in podpirali njihov trud za lepoto bogoslužja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, naj te skupaj s temi orglami hvalimo in z iskrenim srcem slavimo. Prosimo te, usliši nas. Molimo. Gospod Bog, svojo modrostjo vodiš svet in z lepoto zaljšaš vesolje. Angelski zbori te hvalijo, vselej poslušni tvojim namigom. V skladnem zboru ti pojejo vse nebesne zvezde, ko z dosledno natančnim gibanjem izpolnjujejo določbe tvojih zakonov. Vsi odrešeni enodušno razglašajo, da si svet in te srcem, usti in življenjem proslavljajo. Tudi mi, tvoje sveto ljudstvo, radostno zbrani v tem svetišču, hočemo pridružiti svoje glasove skupnemu vesoljnemu zboru. Da bi se naša hvalnica dostojneje dvigala k tebi, smo pripravili te orgle, da jih blagosloviš v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Njihov zvok bo podpiral našo hvalno in prošnjo pesem, da te bomo lažje, pravilno in ubrano prepevali. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
našo daritev. Naj sprejme Gospod daritelj svojega roba, hvala in čast svojemu imenu, hvala tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, naj pride na te darove blagoslov Svetega Duha, podeli cerkvi Tvoji cerkvi naj podeli prav ljubezen, da bo vedno vsem vidno znamenje skrivnosti odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, višku srca imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, danes si dovršil velikonočno skrivnost odrešenja. Danes si poslal Svetega Duha vsem, ki si jih po veri pridružil svojemu stalemu Sinu in jih sprejel za posinovljene otroke. Tvoj Sveti Duh je v začetku cerkve dal vsem narodom spoznati tebe, pravega Boga, in zelil različne jezike v izpovedovanju ene vire. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, predal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v nam. Čast in slava na vse vike vekov.
Molimo. Dobri Bog, udeležili smo se svete daritve, od njega in prejmo grečno svetega duha, s katerim si napolnil apostole v prvih dni košti, po Kristusu našem Gospodu. Še skromna beseda zahvale je vedno malo nerodno se zahvaljevati, ker človek podobo od kakšnega izpusti. Ampak Gospod vedno vidi vse skrite daritve, v njem so vse zapisane. Pa se najprej zahvaljujem vsem darovalcem, odkritim in tistim bolj skritim, ki ste za ta inštrument dajali svoje darove. Potem se iskreno zahvaljujem vsem vernikom, tistim, ki prihajate vsako nedeljo in tukaj dajete, da more naše svetišče imeti nove orgle, da lahko imate duhovnika, da ga živite, da lahko obnavljamo, da lahko pastoralno živimo. Bog vam povrni. V približno 6-7 mesecih smo pokrili skoraj ves znesek za te orgle. Jaz mislim, da je to en skoraj čudež za našo pastor, seveda ni velika. Potem se zahvaljujem izvajalcem, ki so res pohiteli, tisti, ki danes tukaj prepevajo, imajo še orgle v delavnici, pa so prej prišle njihove orgle v delavnici, če se prav spomnim. Preden so naše se sploh pojavile tam, pa so jih vzeli nekako naprej, da danes že lahko poslušamo te lepe glasove. Včasih ni bilo prav prijetno, boj, da je fante malo zebro, ko so orgle postavljali, zvezdetica, huda zima je bilo, župnik je šel na dobovne vaje, rekel, fante pa naj naredijo, ko krvejo ne znajo, pa so vse naredili, gospodine so poskrbele, da je bilo toplo, vsaj v notranjosti telesa, za vsako sila, za vse gostoljube, ki ste jim ga ta čas izkazali. Potem se iskreno danes zahvaljujem našim pevcem, ki znova iz nedelje v nedeljo, od vaje do vaje, pridno nam pomagajo, da se moramo srečevati z Bogom in tudi že ta inštrument zelo prebujajo vsako nedeljo bolj na glas, bolj živahno, tako da sem vam izredno hvaležen. Danes se zahvalim gostom, ki so prišli iz Šmarja, gospodični Petri Bračko, ki je za orglami in župnijskem zboru. Sem vesel, da je z nami še njihov župnik, Tadej, Bog ti povrni, da veste, pri treh farah se vzeti čas, da pride praznovati z nami, svojimi farami, všeče da eno posebno noto. Vidim, da je tudi tukaj prišel naš sosed, vaš znani kaplan, tako da sem vesel, da smo danes skupaj in se vam zahvaljujem za to, da ste morda opravili delo, ki je nam še morda nekoliko preveliko ali pa morda nekoliko pretežko, ampak jaz mislim, da smo dobili pogum, da vidimo, kaj vse sedaj iz teh orgel in iz človeških glasov izvleči. Se zahvalim tudi vsem, ki so danes poskrbeli, da je cerkev takšna, kot je, da je pred cerkvo oziroma da bo vsak trenutek oziroma vsaj po predstavitvi dovolj za podzob, za prehrano in pijačo. In kot rečeno vsem tistim, ki nas spremljajo z molitvijo, ki svojimi žrtvami, svojimi biseri dajo Bogu takšno prošnjo, na katero ne more reči ne. In na konec koncev nas je Gospod zbral v to naše občestvo, nas je zbral v to družino, v kateri lahko pojemo hvalo Bogu, zato njeno sedaj v koncu zapojemo zahvalno pesem. Tebe Boga hvalimo.
bo še predstavitev orgel, tako da po zaključni pesmi se bomo še malo zadržali, pa slišali, kaj vse te orgel morajo v tej omari. Naj nas spremlja ta večer in vsak dan, da vam že blagoslov. Gospod z vami!